Živa, sem Borut Lesjak. Moj današnji vlog po meditaciji dihanja, ki sem jo opravil. Nimam kakšnih posebnih strukturiranih misli, že zato, ker sem precej v vibraciji in toliko manj v svojem racionalnem umu. Ampak imam nekaj močnih občutkov, ki bi jih rad podelil z vami. In verjamem, da vam lahko pomagajo. Sicer redno ne bi gledali tega. Ena stvar je povezana s tem, zakaj imam tak glas. Zato, ker sem se zelo močno, intenzivno drl med meditacijo. To je zelo preprosta tehnika v tehniki, ki pomaga, kadar je to potrebno, prebiti led, recimo, in se dotakniti svojih čustv, dotakniti svojih občutkov. Včasih smo tako močno v svojih glavah, kateri od nas v svojem umu, da mislimo, verjamemo, da čutimo čustva, pa v resnici razmišljamo o čustvih. To je težko verjeti, ampak šele potem, ko izkusiš prava čustva, oziroma ko greš še bolj globoko v njih, vidiš za razliko. In to je samo uvod. Glavna stvar, ki sem jo potem izkusil, je en močen vpogled v mojo osebno masko, ki jo nosim. In bolj pomembno za vse nas je ne ta maska, ki jo jaz nosim, ampak dejstvo, da zelo verjetno vsi nosimo maske ves čas. Mogoče pojdimo še naprej, ker o tem se zelo veliko govori, vsi vemo, da imamo določene maske, da smo v zadregi in potem se pretvarjamo in nam je žal in se zavedamo, da se pretvarjamo, pa ne znamo drugače. Zdaj govorimo o še bolj globokih maskah in o tem, kakšna ogromna vrednost ljubezni se skriva v tem zavedanju, ki je pravzaprav že, lahko bi nekateri bi temu rekli, razsvetljenje, v zavedanju, da imamo vsi imamo to moč v sebi in izbiro, kako imam toplo roko, to izbiro, da lahko dojamemo na nivoju zavesti, kadarkoli želimo. Kaj je ta maska, o kateri jaz zdaj govorim, da je ta maska nekaj, kar nosimo ves čas, to je naš, Castaneda je rekel temu, človeški kalup, človeška oblika, pravzaprav, zmotil sem se za ortofen, človeška oblika. In tam tudi pravijo, da se ta človeška oblika lahko s prakso, s celjenjem nekako sleče in potem smo svobodni, brezoblični. Tako kot zdaj to sam vidim na lastni izkušnji, gre za to, da se zmorem zavedati iz trenutka v trenutek, da je ta moja človeška oblika pravzaprav tista, ki mi nenehno daje slab priokus v življenju. Mi govori, da delam nekaj narobe. Recimo zdaj konkretno me ves čas sugerira, da preveč govorim, da bo ta video predolg, da boste izgubili zanimanje. In zato se slabo počutim, zato nisem razposajen, vesel in potem mi govori nekaj, da ne smem, da mora biti politično korekten, ne smem kar biti kakršenkoli že, da če ne bom strukturiran in ne bom govoril zvezno in sploh ne najdem besed, pravzaprav tukaj v tem stanju. Ampak zaupam, da kdor želi, kdor res izbira to, bo vedel točno, o čem govorim. In mogoče sem
aroganten, če mislim, da lahko jaz vam pomagam. Po drugi strani pa verjamem, da ko stopimo skupaj, smo močnejši, včasih je majhna sugestija, majhen navdih lahko zadosti, da si izberemo celjenje. In karkoli že to pomeni. No, in potem lahko tudi na tej točki neham. Sigurno bom kmalu spet posnel takle vlog. Pa še kaj bom dodatno napisal. Se pravi, poskusimo se zavedati, da imamo moč živeti tako, kot želimo, da lahko ustvarimo svoje razpoloženje iz trenutka v trenutek. In če nam to ne uspeva, potem naslednji trenutek lahko poskusimo še enkrat. In če mislimo, da nas karkoli ovira, če nas ovire na poti ustavljajo in se počutimo, da ni fair in karkoli nam pade kot ideja na pamet, lahko to odustvarimo, lahko drugače razmišljamo, lahko sami iznajdljivo, ustvarjalno najdemo drug pogled. To je veliko lažje, kot si predstavljamo. Takoj, ko enkrat dobimo ta preblisk, to razsvetljenje na nivoju zavesti. Ni treba, da je težko. Hvala lepa, se vidimo kmalu. Dio.